Ta Nemec je bil tako ganjen nad ameriško prijaznostjo, da ne bom razkrila vsega, morate si ogledati video. Ampak tukaj je opomnik, da če želite sovražiti Ameriko in Zahod, preprosto gledate običajne novice. In če želite imeti radi Ameriko in imate radi Zahod, morate dejansko spoznati prave ljudi in se z njimi pogovarjati. Ta konec tedna je bil očitno praznovanje tega, kar je Amerika naredila za svet. Čeprav sama nisem Američanka, je iz te države prišlo toliko dobrega. Zato bomo začeli s tem viralnim videoposnetkom. Nato pa bomo prešli na resnično sijajen video, ki prav tako oslaja internet. Bodite z nami, všeč vam bo. Dobrodošli v Bushpack. Oprostite, zaradi tega ste bolj veseli, bolj nasmejani. Zakaj? Pomagajte nam razumeti, zakaj vas to tako zelo gane. Sebastian Krause si nikoli ni predstavljal, da bo njegovo potovanje v Ameriko tako čustveno. Ja. Ne, to je človeško. Solze sreče. Ja. V samo nekaj tednih, ko je tukaj, zaljubil sem se v to državo in to je bilo zelo čustveno. Celo jokal sem na stadionu. To je velik odmik od tistega, kar je pričakoval, preden je odpotoval spremljati nemško nogometno reprezentanco na svetovnem prvenstvu. Če sem iskren, me je bilo malo strah, oziroma me je bilo strah potovati v Združene države. Novice o streljanjih in kriminalcih, ter da država ni varna. Bob nas pelje domov. Super je, Amerika je super. Sebastian je srečal skupino neznancev, ki so mu ponudili prevoz do njegovega hotela. Vesel sem, da so se spoznala. Boston, to so Bob Sears in njegova družina. Prebivalci Nove Anglije, ki so skupini Nemcev pokazali, da je Boston toplejši, kot bi si kdo mislil. Bob. Hvala, obožujem ZDA. Uživajte v ZDA. Video sem si samo gledal mogoče 40-krat. Imel sem solze v očeh. Sebastian je bil bolj prizadet zaradi možnosti, da zapusti Ameriko, kot pa zaradi tega, da je bila Nemčija izločena s turnirja. A ni to smešno in tako prisrčno? Spomnite se, vedno so nam govorili, da tisti, ki poskušajo priti v Ameriko, so tisti, ki kradejo. Ampak v resnici je biti Američan izjemen privilegij. In večina ljudi na svetu to ceni in ve. Prijaznost, ki jo je doživel, je tudi tisto, kar so izkusili številni domačini in prišleki. Rada sem živela tukaj. Zdelo se mi je, da so bili ljudje vedno zelo prijazni. Ljudje tukaj so zelo vljudni. Svetovno prvenstvo je ljudem samo olajšalo, da so to opazili. Vsekakor sem govorila z veliko več neznanci, kot to običajno počnem. In misliš, da je to zaradi svetovnega prvenstva? Mislim, da je tako. Američani niso nesramni, Nemci niso nesramni. Če smo skupaj, lahko dosežemo velike stvari. Sebastian bo ostal še malo dlje. 4. julij bo preživel v Washingtonu DC, potem se vrne domov v Nemčijo k svoji družini in prijateljem. Vsem jim bo pripovedoval o naši državi, kar pa zadeva našega dobrega Samarijana Boba, sem z njim govoril po telefonu. Pravi, da skuša le povrniti vso prijaznost, ki jo je prejel, ko je potoval po svetu. In se strinja, da sta Nova Anglija in Boston pravzaprav prijazna kraja. Iz Bostona poroča... Všeč mi je to. Res obožujem ta video, ker se mi zdi tako prisrčno, da pridejo ljudje z vsega sveta in doživijo nekaj, česar si sploh ne znajo predstavljati. Ljudje so prijazni, nasmejani in dobrosrčni. Če prihajaš iz Evrope, to ni vedno nekaj samoumevnega. Ampak, poslušajte, obstaja še en video, ki ga naravnost obožujem in je prav tako osvojil internet, ker znova dokazuje, kako ameriška je Amerika in kako čudovita je. Ni samo gostoljubnost, ampak tudi svoboda, ki jo prinaša. To je nekaj, česar si večina Evropejcev sploh ne more predstavljati. Ampak počakajte, preden pridemo do tistega videa, si za trenutek oglejmo ta video, ki ga je objavil Benny Johnson. Trump je sprožil invazijo, da bi končno osvobodil New York. Je kar zabavno, ampak v resnici gre za video praznovanj. Za Ameriko. Kako zabavno je to. Poglejte tisto zastavo. Poglejte to. Tako zabavno je, tako odličen video. Ljudje praznujejo, ljudje so srečni. In iskreno, res je res navdihujoče videti navdušenje nad tem, kaj Zahod predstavlja in zakaj se Zahod zavzema. Tako dolgo je že, odkar smo to občutili. In zdaj nazaj k videu, ki je dobesedno preplavil internet. Benny Johnson, želim, da vsak tujec, ki obišče Ameriko za svetovno prvenstvo, ve, da je to 100% zakonito. In vsako mesto v ZDA je polno domoljubov, ki imajo takšne arzenale. Pravzaprav na vsakem vogalu. Zato nas nikoli ne bodo osvojili in smo neverjetni. Mislim, fantje, kako zabavno je to. Vsi so oblečeni kot stari ameriški vojaki in samo streljajo na stvari. Mislim, to je sanja vsakega moškega, bodimo iskreni. Moje niso. Ampak so sanja vsakega moškega.
Kako zabaven je ta video? Kaj ne, Evropejci so, ker ni šans, ni možnosti, da je to res. To je popolnoma zakonito, dovoljeno jim je to početi. Vsi so oblečeni kot stari ameriški vojaki, ustrelite me stran. Ne vem, če streljajo v ritmu, ampak bilo bi smešno, če bi bilo to res tisto, kar se dogaja. Mislim, da res. Mislim, da je to dejanski nastop v živo. V zadju igra glasba. On dobesedno bobna, medtem ko ti ljudje streljajo. Mislim, res je kul in spet, veš, tako smo navajeni te neumne demoralizacije Amerike. Ampak naj vas spomnim, da države po vsem svetu prav tako praznujejo Ameriko. Zaradi vsega, kar je naredila. To je v Tokiu. Poglejte ta video. Pravzaprav je res zabavno in kul. To sta Trump in kip svobode. To je za 4. julij, prav? To je v Tokiu ognjemet za 4. julij. Medtem ko številna demokratsko vodena mesta v ZDA odpovedujejo ognjemete za 4. julij, ker očitno ne želite praznovati Amerike, Tokio pa pravi, ja seveda, odlično, super, všeč mi je, res mi je všeč. Dobra energija, vznemirljivo vzdušje. Svetovno prvenstvo, 250 let praznovanja. Svet lahko poskuša demoralizirati. Ne bo uspelo. Ljudje še vedno cenijo, kaj pomeni biti del Zahoda. In seveda, tudi če nisi Američan, lahko to praznuješ, razen če si iz Anglije, ker gre vse za to, da je Amerika premagala Anglijo. Ampak tudi to je bilo dobro. Amerika je naredila toliko za naš svet, za naše družbe, na vseh ravneh, v vseh pogledih. In to je nekaj, kar je vredno praznovanja. So voditelji svobodnega sveta na mnogo načinov. In noro je, da ljudje to ves čas pozabljajo. Torej, srečno ob 250. obletnici Amerika. Hvala, ker počnete to, kar počnete. In nadaljujmo, prav? In seveda, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.